Lepo pozdravljam na novinarski konferenci socialnih demokratov po seji predsedstva. Ob dnevu stranke je bila tudi slavnostna seja. Hvala, Denis. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, prijazno pozdravljeni. Danes je zame pomemben dan. Verjamem pa, da je pomemben dan tudi za slovensko socialno demokracijo. 6 let nazaj, točno 6 let nazaj, 28.5.2014, 3 dni po zelo slabem volilnem rezultatu z evropske volitve, to je 25. maja, ker smo dobili samo 32.000 glasov, sem postal predsedujoči socialnim demokratom. Danes zaključujem 6-letni mandat. Ponosen sem, da ni več takšnih vprašanj, kakršna so bila 6 let nazaj. To so bila vprašanja, ali bo socialna demokracija sploh prišla v parlament, ali je socialni demokraciji sploh mesto v Sloveniji. Današnja vprašanja so drugačna. Kaj mora socialna demokracija narediti, da naredi preboj v vodilno stranko? Rezultati zadnjih 6 let kažejo, da smo napredovali iz leta v leto. Če smo imeli leta 2014 32.000 volivk in volivcev, ki so nam izkazali zaupanje za evropske volitve, smo čez 5 let imeli že 90.000. Če smo imeli leta 2014, mislim, da 52.000 volivk in volivcev na državnozborskih volitvah, smo imeli na zadnjih volitvah že 85.000 glasov zaupanja volivk in volivcev. Enako velja tudi za lokalne volitve. V času 6 let je stranka uspela prenoviti svoje delovanje, profesionalizirati delovanje strokovnega dela stranke. Stranka je uspela okrepiti svoj položaj v parlamentu in stranka je uspela sanirati finančno poslovanje. In, kar je najpomembneje, stranka je uspela dodatno učvrstiti mrežo in naprej razviti svoj program. Še vedno je osnova socialne demokracije program, ki ga imenujemo socialni paket. Še vedno je osnova socialne demokracije tudi program, ki ga imenujemo gospodarstvo in razvoj. Od Velenjskega kongresa naprej je pa tretji steber stranke, tako imenovani zeleni paket, okoljsko-podnebna politika, ki se lahko razvija tudi na solidarnostni način. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, jaz sem že pred časom ocenil, da če želimo kot stranka napredovati, če želimo narediti nadaljnji preboj, je poleg vseh prenov potrebna tudi prenova vodenja. Zato sem že nekaj dni nazaj svoji prijateljici, tovarišici, podpredsednici stranke Tanji Fajon, ki ima velik ugled v slovenski družbi, je spoštovana znotraj stranke in je izrazito mednarodno prepoznana, izrazil enostavno prošnjo. Draga sodelavka, Tanja Fajon, a mi dovoliš, da na svojo obletnico, na 28. maj, predlagam predsedstvo socialnih demokratov, da te imenuje za novo voditeljico slovenske demokracije. Draga Tanja, jaz vem, da to vprašanje ni bilo enostavno. Zavedam se, kako sem se počutil pred 6 leti, ko sem prav podobno vprašanje tudi sam dobil. Je pa to vprašanje za nadaljnji razvoj stranke bilo nujno. Hvaležen sem, ker si danes sprejela. Moram pa tudi povedati, da preden sem predlagal predsedstvu socialnih demokratov, da podpre Tanjo Fajon za novo voditeljico slovenske socialne demokracije, sem opravil razgovor z poslansko skupino. Poslanska skupina enotno podpira Tanjo Fajon. Preden sem predsedstvu stranke predlagal Tanjo Fajon, sem opravil razgovor s političnim vodstvom stranke, s podpredsedniki, generalnim sekretarjem, šefom poslanske skupine. Tudi tukaj Tanja Fajon ima enotno podporo. In tudi zato, in zlasti zato, ker je izjemen človek, je danes Tanja Fajon na predsedstvu socialnih demokratov dobila enotno podporo. Tanja Fajon je v mojih očeh bodoča premierka Slovenije. V mojih očeh je človek, ki bo Slovenijo iz te neobičajne družbe, kamor nas vodi sedanja vlada v napačno smer, stran iz skupine držav, ki spoštujejo pravo, stran iz držav članic Evropske unije, ki so tako pomembne za demokracijo, za razvoj Evropske unije, Tanja Fajon bo zmožna Slovenijo pripeljati zelo hitro nazaj v to skupino držav. Tanja Fajon je tudi človek, ki ima izjemen posluh za ljudi,
hkrati pa zna biti odločna. Dovolite, da zaključim. Pred slovensko socialno demokracijo je lepa prihodnost. In slovenski socialni demokrati smo ponosni na novo voditeljico slovenske socialne demokracije. Hvala vam. Spoštovani predstavnice, predstavniki medijev, lepo je videti tako veliko udeležbo, opravičujem se za en malce bolj socialni stik, ampak danes je za nas, tudi zame, en čustven dan. Kot je povedal zdaj moj dober prijatelj, kolega predsednik Dejan Židan, smo, jaz bi rekla, dokazali, da smo zrela stranka, ki je sposobna takega preobrata narediti v trenutku, ko presodimo, da je to potrebno. Jaz prevzemam danes vodenje socialne demokracije, ni samo simbolika po 6 letih, ampak tudi na dan stranke, z eno iskreno željo in prepričanjem, da ta stranka, Slovenija in socialna demokracija zmore veliko več. In se v to podajam z ambicijo in željo, da najprej skušamo res obuditi zaupanje med ljudmi. Kar mene najbolj nekje teži je, da vidim v slovenski javnosti precej nekega nezaupanja, tudi apatije, nezadovoljstva ljudi do politike in si želim resnično neke drugačne politike za to državo, ki bo imela več zaupanja. Želim te spremembe delati skupaj z ljudmi, delati skupaj z predstavniki tistih, ki so danes mogoče najbolj odrunjeni, nevladnih organizacij, civilne družbe, imeti odprta vrata naše stranke, poslušati, to je tudi moja narava zadnjih 10 let delovanja na evropskem parketu. Res je, da je moja izkušnja bolj z evropskega parketa, ampak tam mi je uspelo v 10 letih prepričati, narediti kar pomembne rezultate in se marsikaj naučiti. In to znanje in izkušnje imam zdaj, ko vstopam v slovenski politični prostor, je zame izziv, je pa tudi priložnost, da pokažemo, da res naredimo neko spremembo, da smo sposobni. Jaz sem tudi zelo vesela danes izraženega zaupanja vseh kolegic, kolegov, prijateljev, socialnih demokratov, tudi ljudi, ki nam izražajo podporo in verjamem, da jih bo vsak dan še več. Zdaj, mene iskreno tudi skrbi, kaj se poleg tega dogaja v Sloveniji pod trenutno aktualno vlado Janeza Janše, glede na to, da imam zaledje v evropski politiki, me skrbi, da ta aktualna vlada odmika tudi Slovenijo od nekega jedrnega centra Evrope z nekimi nevarnimi politikami, represivnimi mogoče, z nekimi napadi na neodvisno novinarstvo, na neodvisno sodstvo, v času, ko ljudje potrebujejo resnično eno sodelovanje, povezavanje in pa odgovorno vodenje. Tako da vse to bodo moji napori, predvsem iskreno verjamem, da se moramo povezovati, sodelovati, poslušati, za sabo imam izvrstno ekipo in verjamem, da lahko ne samo s ponedeljkom, od tega trenutka naprej res zakopljamo v delo in dokažemo, da smo sposobni kot stranka, kar smo dokazali danes, enotno in močno stopati naprej. Hvala lepa. Zdaj pa ste na vrsti vi, draga novinarci in
TV Slovenija je najavila prvo vprašanje. Izvolite. Gospod Židan, če to vas najprej vprašamo, torej, kdaj ste sprejeli konkretno to odločitev? Takrat morda ste spoznali, da ne prebijete 10% pod vašim vodstvom, ne vem, lahko malo bolj pojasnite, kaj je vaša odločitev. O tej odločitvi sem se sam s sabo pogovarjal, pa tudi sodelavci že nekaj mesecev. Namreč res je, da smo utrdili stranko, res je, da je to ponovno stranka, ki je v političnem prostoru Republike Slovenije. Želim pa, da ta stranka postane vodilna. In ocenil sem, da če želim, da realiziramo tole, moram narediti tudi kadrovsko spremembo, predlog kadrovske spremembe, ki jo je danes predsedstvo sprejelo. Sam sem pri sebi dokončno sprejel odločitev čez vikend. V ponedeljek sem se na nek način tudi z strahom začel pogovarjati s podpredsednico. Strah je seveda bil, da bo odgovor drugačen, kakršnega sem želel, in sem neizmerno hvaležen, da je Tanja, predsedujoča Socialnih demokratov, imela pogum, da prevzame to breme, in izjemno se veselim sodelovanja z njo. In v resnici, jaz v Tanji Fajon vidim novo predsednico Vlade Republike Slovenije, in to bo dobra predsednica Vlade Republike Slovenije. Hvala. Ja, jaz ostajam še naprej poslanec, mislim izvoljen poslanec. Bistveno več se želim ukvarjati z področjem, ki mi je zelo blizu in sem ga tudi prenesel v stranko, to je tako imenovani zeleni paket, in hkrati se boriti za vse vrednote socialne demokracije. Hvala. Gospod Židan, tudi za vas, potem še zapokojono, ali odhajate s težkim srcem s smokom v grlu? Ravno obratno, odhajam, ker vem, da je sedaj pravi čas, stranka je v dobri kondiciji, dober voditelj izbere pravi čas in skrbi, da so tudi kvalitetni, izobraženi, kompetentni ljudje za njegovim hrbtom, da ko je potrebno, prevzamejo vodenje. Moram povedati, da seveda stranka ima več kompetentnih ljudi, ker bi vsakemu posebej lahko zaupali vodenje socialne demokracije, ampak glede na ugled, glede na kompetence in tudi mednarodno vpetost, kar postaja tako zelo velik problem Slovenije v tem trenutku, sem se odločil, da vprašam Tanjo Fajon, in sem vesel, da je dobila enotno podporo predsedstva Socialnih demokratov. Gospod Fajon, pa gospod Židan vas omenja kot bodočo mandatarko. Boste torej popeljali stranko na državnozborske volitve kot njena kandidatka za predsednico vlade, in pa seveda kakšen je cilj na teh ključnih, seveda za vsako stranko državnozborskih volitev? Čim bo tukaj? Najprej mi samo dovolite, da rečem, da imam izjemno srečo, ker prevzemam stranko z dobro dediščino, predvsem pa, ker sva z Dejanom Židanom zadnjih 6 let res izjemno sodelovala in mi zadnje dni močno pomaga in vem, da mi bo stal ob strani tudi vnaprej, ker nisva samo kolega, sodelavca, ampak tudi res prijatelja. In danes oba dokazujeva neko zrelost v politiki, da narediva to zamenjavo. Če me vprašate, kam gre stranka naprej, vsekakor v spremembe, v neko drugačno vodenje politike, to je moja iskrena želja, z več sodelovanja, z več povezovanja, ne samo med ljudmi, ampak tudi na tem levem, srednjem političnem polu, ker le tako bomo tudi skupno opozicija močni, da nastopamo proti temu in dobimo spremembe, ki si jih želimo. Čas bo pokazal, kdaj bodo volitve, če bodo volitve kmalu. Imamo pogum, imamo ljudi, sem pripravljena peljati stranko na to volitve. Vse skupaj bo pa še enkrat pokazal čas, ekipa je tu, smo pripravljeni in ni me strah. Naslednje vprašanje je zamislili to vodenje stranke, vendar imate neko specifično vlogo, ki jo trenutno še zmerno? Priznam, da je bila težka odločitev, ko me je Dejan Židan v ponedeljek vprašal, je to res velika sprememba, odgovorna sprememba, velika so pričakovanja. Ostajam evropska poslanka, jaz mislim, da lahko tudi izvrstno izkoristim evropski parket zdaj, ko je to res en ključen trenutek, ko potrebujemo več sodelovanja. Sem v predsedstvu in zdaj tudi med voditelji PES-a in znotraj socialistične demokratske skupine precej razpoznavna.
Bo pa seveda to vplivalo na moje aktivnosti v Bruslju. Se zavedam, da bom veliko več v Sloveniji, da bom verjetno morala kakšno odgovornost, tam imam kar nekaj klobukov, prepustiti kakšnemu od kolegu. Zdaj imam srečo, da do septembra praktično imamo omejitve potovanj in delamo iz Slovenije. To mi daje eno čas, da se lahko res zdaj predvsem posvetim stranke v naslednjih dneh, tednih, ki bodo zelo ključni mesecih. In potem s septembrom, ko se upam, da vračamo v bruseljske klopi, verjetno delujem tam z nekim tistim časom, ki bo potreben za to delovanje, da bom lahko nekje oboje opravljala s polno odgovornostjo. STA? Stranka posebno do prvega kongresa, imate še misli, kdaj bi lahko kongres bil? Ne, nimamo v mislih nobene časovne okvirnice. Kongres bo, ko se tako odločimo, ko bodo za to primerne okoliščine. Ta prostor bomo izkoristili za nabiranje različnih idej, tudi za to, kar sem prej rekla, odprta vrata, da dobimo še več podpore, še več mogoče nekih novih ljudi in to bo tudi priložnost, da se pripravimo dobro na kongres, ko bomo presodili, da so temu primerne politične razmere in takrat bodo tudi vrata odprta za vse, ki se bodo želeli potegovati za predsednika Socialnih demokratov. Smete dati se navezati na to, kar ste nazadnje rekli. Kje želite zajemati po novih volivcih, se pravi politično, v kateri smeri, kaj več tistega, kar ste morda zdaj, če grešate, želite ali napovedujete? Jaz vidim, da je danes v Sloveniji ogromno ljudi neopredeljenih. To je ena stvar, ne vedo, koga bi tista apatija, razočaranje, ki sem ga prej omenila. Gotovo obstaja veliko ljudi, ki ta trenutek ne vidijo prave izbire. Morda zato, ker niso več vpeti v nek proces odločanja, ker se počutijo odrinjene v strani in tu vidim priložnost predvsem tesnega sodelovanja s temi skupinami ljudmi, pa seveda tudi, če se nam bojo zdaj z neko prenovljeno, to nam bo pokazal čas, kako bomo uspeli, pridružili tudi novi ljudje. Na to računam. Jaz se bom in se podajam v to z zavedanjem, da bom potrebovala veliko energije, ne samo jaz, ampak celotna ekipa, da bomo stali drug z drugim in vsi pomagali in da bomo skušali pripričati, pridobiti tudi z neko novo svežino, z nekim novim načinom vodenja, še več podpore in zaupanja predvsem v slovenski javnosti, da smo zmožni poslušati in da smo zmožni sprememb. Torej ni kakšna napoved bolj v levo, politično več, bolj po sredini? Zdaj, nekateri pravijo, da sem, ne vem, poznate moje politično delovanje. Jaz mislim, da imam posluh in čut za vse ljudi, da se znam z vsemi pogovarjati, imam svoje nazore, svoje poglede, ampak zdaj sem na čelu Socialne demokracije, za mano je ekipa, je stranka in skupaj bomo se oblikovali politike, ki so za nas ključne, to je bolj pravična, socialna država, okolju prijazna država, predvsem pa, da se osredotočimo, res kar se mi zdi, da je danes tista glavna človeška vrednota, to, da imajo ljudje delo in pa varnost in da bomo na Slovenijo lahko ponosni. Varnost pa mislim za vsakega slehernega posameznika. Al Jazeera, se prečujem. Ja, mogoče samo, če lahko ste res bolj konkretni, kolega vprašal glede ciljev političnih, kaj to pomeni konkretno. Imate Levico, konkurenco, ki je gospod Židan ni uspel prehiteti dovolj. Marjan Šarec ostaja glavni akter, saj glede na javnomnenjske raziskave. Torej, kako do teh dveh akterjev, gospoda Petra, da se podovanje? Jaz bom zelo kmalu, mogoče bo že nocoj priložnost, vse voditelje, voditeljico opozicije povabila, vse voditelje opozicije povabila na sestanek, ti sestanki že zdaj potekajo, skušala obuditi zaupanje ali pa okrepiti zaupanje in res sodelovati skupaj. Tako da, če vprašate po konkretnih ciljih, želim obuditi zaupanje med ljudmi, zaupanje v politiko, drugačno Slovenijo, drugačno prihodnost, predvsem pa
na strani nas, ki smo v opoziciji, narediti neko dobro sodelovanje, da bomo skupaj tudi zmožni sprememb. Samo odstotki vam niso naklonjeni, javnomnenjski problem imate. A veste, v odstotkih, mislim, da danes mogoče niti ni primerno govoriti o odstotkih. Dajte nam toliko priložnosti, da vidimo, kaj bo pokazal čas. Jaz upam, da se bo tudi to spreminjalo, sicer pa javnomnenjske raziskave niso vse. Mi se bomo predvsem kot stranka ukvarjali sami sabo, svojim programom, ki ga imamo kot verjetno edina stranka na tem polu, res jasno zapisanega, in delali naprej z našimi načrti. Še zadnje vprašanje, izvolite, kdo se javi. Izvolite, Delo. Mogoče vprašanje za gospoda Židana. Mislim, da ste se nasmehnili, ko je predsednica govorila o sodelovanju v opoziciji. Sami veste, da zna biti to mogoče v teh dneh še posebej težko, da je težko na vse. Kako se boste tega sodelovanja? Poglejte, predsednica Socialnih demokratov ne potrebuje mojega nasveta zato, ker smo skupaj delovala 6 mesecev in poznamo drug drugega, kako razmišljamo, in smo tudi drug drugega podpirala. Ni bil v resnici nasmeh sami ideji. Hočem povedati tole, sedaj že poteka sodelovanje, predsednica in predsedniki se redno dobivamo in sedaj bo nova predsednica del te skupine 4 predsednikov. In tisto, kar sem se nasmehnil, je pa vedenje, da je sedaj prišel ponovno čas, da slovensko vlado vodi ženska in tokrat predsednica Socialnih demokratov, zato, ker izkušnje iz Evropske unije, da tam, kjer imamo ženske predsednice iz socialdemokratskih vrst, so v resnici izjemne. In to si tudi Slovenija zasluži. Hvala. Hvala lepo vsem.